Recimo obstajajo raziskave, da so države, ki so jih v času COVID krize vodile ženske, bodisi kot predsednice ali kot predsednice vlad, imele 7-krat manj smrtnih žrtev zaradi covida kot tiste države, ki so jih vodili moški. Zdaj bi bilo treba recimo narediti eno širšo raziskavo. Znano je, da so vodstvene ekipe, ki imajo približno uravnoteženo spolno razmerje, uspešnejše. Znano je, da če imamo več žensk na vodilnih položajih, ima od tega koristi celotna družba. Po drugi strani vemo pa tudi, gospod Klemen, da so poklici, ki so pa pretežno ženski, in to se je recimo v COVID krizi izkazalo, ne? Medicinske sestre, učiteljice, vzgojiteljice. Skratka, je sistem temeljil na poklicih, ki jih zasedajo pretežno ženske.